bi se gospodu Načkovu zahvalil za upravljeni čudoviti obred. Hkrati bi pozdravil gospoda dr. Andreja Rahtena, zgodovinarja in pa veleposlanika Republike Slovenije na Dunaju, ki se nam je tekom maše pridružil. Teh nekaj besed bi jaz sedaj samo namenil odprtju razstave, ki smo jo pripravili skupaj Pokrajinski arhiv iz Maribora, Univerzitetna knjižnica iz Maribora, Občina Sveti Jurij v Ščavnici in pa Kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij v Ščavnici. Na razstavi boste lahko videli pisne in pa materialne vire, v bistvu posebne predmete, ki so pripadali dr. Antonu Korošcu. Večino teh predmetov danes hrani družina Kertiš iz Kviserjan, ki je tudi lastnik rojstne hiše, v kateri se je rodil dr. Anton Korošec, in bi se ji na tej mestu zahvalil gospe Alenki in pa njenim otrokom, da so dovolili uporabo teh predmetov. Grado za miro talo, duh njega za spet bi dobrote daril nam, njega da slišali glas bi njegov, k Bogu je angel smrtni odvedel, z nebnih višin nam dali blagoslov. Duh je pri Bogu, telo pa počiva, iz tihega novja nam zdaj govori, če ste hvaležni za moja mi dela, skrbte, da rod moj po mojem živ. O, doktor Korošec, veliki predhodnik, borec svobode, resnice klicar, to ti obljublja, da tvoja mladina, za tvoje ideje smo borci vseh dan. Razvito šolstvo, ki se je zelo zgodaj tukaj razvilo. Šolska mreža oziroma dijaki, študentje niso bili vezani samo na Maribor in naprej na Gradec in Dunaj, ampak tudi v smeri proti Dunaju v Varaždin. To je eno. Drugo so trdni ekonomski temelji, namreč kmetijstvo kot pomembna gospodarska dejavnost, katerega nek nadstandard je predstavljalo vinogradništvo in pa trgovina z vinom. Torej, Gradec ni bil samo nek izobraževalni pa kulturni center, ampak tudi tržišče za prodajo in pa seveda potem ta nacionalni dejavnik, življenje na meji skupaj z nemško govorečim prebivalstvom, potem na drugi strani reke Mure z madžarskim prebivalstvom in na jugu potem ta slovanska, južnoslovanska vez proti Hrvaški. In tukaj potem imamo v 19. stoletju množico dogodkov, naj omenim podporo programu Zedinjene Slovenije leta 1848, katere soavtor je bil prav tako naš rojak dr. Franc Miklošič, potem prvi slovenski tabor leta 1868 v Ljutomeru, potem v Ljutomeru se ustanavljajo najrazličnejše ustanove kulturnega in gospodarskega pomena in na to se navezujejo potem pa tudi prebivalci Svetega Jurija v Ščavnici. Že pred Korošcem so to bili Koloman Kvas, potem Jakob Košar, Davorin Trstenjak, dr. Karol Grossman, ki je prav tako doma iz Svetega Jurija v Ščavnici, in pa potem leta 1872 rojeni Anton Korošec, ki je leta 1895 novo mašo pel prav tukaj v farni cerkvi Svetega Jurija. In pa potem za Korošcem še številni drugi, kot so na primer Ivan Vuk Starogorski, Edvard Kocbek, Bratko Kreft, Vekoslav Grmič. Zanimivo pa je, da pa kar se idejno gledano tiče, ti, ki so prišli za Korošcem, nekako niso bili v isti idejni smeri. Pa bi mogoče kasneje še tudi kaj o tem povedal, kakšni so bili njegovi odnosi oziroma odnosi teh njegovih rojakov do njega. Hvala lepa. Dr. Felix Bister, skoraj po 50 let, kar ste se
lotili proučevanja dr. Antona Korošca, pa me zanima najprej tole. Kako se je pravzaprav zgodilo, da ste vi pod rekovaji iz tujine, iz Avstrije, prišli proučevati to temo v Jugoslavijo? Za nas Korošce to ni tujina. Moram te korigirati. Ja. Pod rekovaji. Ja, seveda. Ampak vprašanje je zelo zanimivo. Jaz sem hotel to tudi vnesti v našo debato, tudi če ne bi me kdo vprašal. Tako pa od vodilne strani dobim to vprašanje. Res je malo čudno potekalo, ker nisem imel slovenskih šol, razen skromne dvojezičnosti v ljudskošolskem času, sem naletel na ime dr. Antona Korošca šele na Dunaju. In sicer tudi ne na univerzi, temveč bral sem en tekst znanega in priznanega novinarja Friedricha Fuldaja, ki je bil glavni urednik pomembne konzervativne Reichspost in je poznal torej razne tudi južnoslovanske politike. Med drugim se je tudi seveda srečal takoj s Korošcem in tam omenja dr. Antona Korošca, vojaka, učenega poslanca dr. Kreka,